v Sloveniji pač ves čas propagiramo samo en način, pa bom dal navednice, zdravljenja. Že praktično od začetka epidemije obstajajo protokoli zdravljenja, ki v bistvu predvsem zgodnega zdravljenja. Se pravi, tako kot smo bili včasih navajeni, ko je človek imel simptome, in se pravi, pomembno je predvsem, da razlikujemo, da je človek bolan takrat, ko ima simptome, če ne pa ni bolan, če ne pa je zdrav. Asimptomatičnost je neumnost. In dejstvo je, da če zdravite, tako kot pri vseh ostalih stvari takoj, potem seveda boste se marsikakšnim komplikacijam izognili. Danes pa seveda pač imamo cilj, ne vem, očitno, da ljudi hospitaliziramo, ampak obstaja ogromno protokolov, precej jih je, ki so zelo lepo po korakih napisanih, v katerem je jasno predstavljeno, kako je treba človeka zdraviti tudi v tej bolezni, da do hospitalizacije sploh ne pride. In eni zdravniki po svetu imajo fantastične track rekorde, v tisočih ozdravljenih ljudeh brez hospitalizacij, brez smrti. In se pravi, se pol človek vpraša, zakaj mi propagiramo samo to en način zdravljenja. Zdaj, seveda, mogoče se kdo iz stroke ne bo strinjal z menoj, ampak mi je popolnoma vseeno. Dejstva so pač taka, ne jih pač gredo pogledat. In jaz mislim, da, veste, ko govorimo o znanosti, znanost je predvsem to, da raziskuješ, da najdeš rešitve, da jih sprobaš. In večinoma smo, če pač tako pri antibiotikih, če en antibiotik ne dela, potem pač daš drugega. Vedno je bil tak pristop. Ne vem, zakaj se delamo, da je to kakorkoli drugače.